Na obisku. Dobrodošli v novi epizodi serije podkastov Na obisku, ki nastaja v produkciji Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. Dober dan želim, naš gost je tokrat profesor dr. Samo Zver, doktor medicine, specialist internist in hematolog, pa specialist klinične farmakologije, predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana. Doktor Zver, lepo pozdravljeni. Ja, lep pozdrav, hvala, to branje se malo odveč, ampak se tudi vedo priink pove kaj, A tu mislite Zver? Ne, vse skupno. Brez Zver še mogoče malo bolj kot kaj drugega, ampak ime priimki ponovadi zadošča, ne, pa recimo, kje si v službi, pa je to, ne, ostalo je solata dostkrat, ne. Potem pravite, da ne smem še nadaljevati solato, da ste legenda hematologije, pa državljan Evrope. To je tudi nakladanje malo. Ne, pol to malo neroden pol rata, pa raj vidim, da ne, Novo leto je za nami, naše, pa potem je še pravoslavno, pa bo še kitajsko. Se pravi, smo na pragu nečesa novega, polni načrtov, pričakovanj, je tako? Ja, pa danes bo prvi sestanek sveta za prehrano pri predsedniku vlade. Tudi to je pomemben mejnik, tako da ko misliš, da si že vse videl, pa te vedno znova presenetijo kakšne globokoumna dejanja. Vem, da ste opozarjali, strokovnjaki, da sestava ni bila ustrezna. Ste kaj uspeli spremeniti? Je zraven tudi kakšen zdravnik po novem v tem svetu za prehrano? Ne vem, ampak tisti, ki so to pravi, ki bi mogli biti zraven, vem, da jih ni. Kar težko razumemo, ker jaz recimo nisem avtomehanik. Pa tudi ne bom ustanovil sveta za popravilo avtomobilov, ker to ne znam delati. Pa bom vprašal tistega, da mi avto popravi, ki to zna. Tako da očitno teh aksiomov nekdo ne upošteva in nekdo misli, da je pametnejši, da se lahko dotakne vsega. Lej, ne mora se dotakniti vsega, če pač stvar ne poznaš, če nisi kos in delaj tisto, kar znaš, bi jaz temu rekel. V mislih imate verjetno vašo kolegico tukaj čez cesto, profesorico doktorico Nado Rotovnik-Kozjak. Nada se je sigurno naredila v teh letih kot avtoritete na področju prehrane. In zakaj ne bi šli vprašati po nasvet, kako nekaj narediti tistega, ki zna, ki je najboljše. Jaz kaj ne vidim problemov, jaz sem v oskih stvareh, ki jih delam, sem dober, ne rečem, da sem najboljši, ampak nekaj par stvari znam. Tam se oglasim, tam, ker pa ne znam, se pa ne oglasim. In mi ni neroda niti vprašati ali pa vprašati za mnenje, ali pa kako z bolnikom naprej nekoga, ki pa je v tem res dober. In če imamo nekoga, ki je dober, za katerega vemo, da je dober, ki je pionir tega načina pogleda na prehrano, dajmo ga v zavraga upoštevati. Jaz ne vem, kje je tukaj problem. Ali nam to neka slovenska nečimrnost pa ego ne dopušča, da naredimo tisto, kar je prav. Ne vem, ne razumem, nisem dovolj pameten. Začeli ste z prehrano, ker pravite, danes je prva seja tega strateškega sveta in tako naprej. Verjamem, da vas velikokrat bolniki vprašajo, torej bolniki z levkemijo, pa seveda z limfomi, tam čez cesto na Onkološkem, pa z plazmocitomom in tako naprej, težke bolezni. Kaj jesti, česa ne, zdaj pravijo, ni popularno jesti mesa, jedli naj bi ga manj. Kaj pa vi bolnikom poveste, ko rečejo, profesor, povejte nam, kaj lahko jemo? Najraje jim rečem to, kar piše v Jani ali pa v Lejdi, da je zdrava prehrana. Ker moram reči, da jaz na tem področju nisem prav močen, dobro, se potem povem tudi kaj resnejšega, ampak prehrana je ena stvar, ki jo podcenjuješ, kot zdravnik. Če misliš, da si nek ta prav zdravnik, se pa ja ne boš ukvarjal s prehrano, to pa itak vsak ve, kaj sam poješ, pa tako naprej, pa ni res, Ampak to moraš biti malo starejši, da to odkriješ, tako da tak odnos seveda ni, kot sem ga imel jaz včasih, ni pravilen. In zaradi tega sem mogoče še malo bolj občutljiv dan današnji za te prehrambene vprašanja. Jaz je treba uravnoteženo, nevažno, da je kalorični odnos dovolj velik. Zdaj, kakšen je kalorični odnos, ki je dovolj velik, je tak, da ne hujšaš, če imaš seveda normalno telesno težo.
če imaš svojo telesno težo, da jo držiš, da poješ toliko, kot porabiš za dnevno aktivnost. Treba je pa vedeti, ne, če imaš kakšno rakavo bolezen, je to približno tako, kot da bi nosil v ruzaku še nekega 20-30 kilskega parazita, ki bi ti pojedel polovico ali pa 2/3 hrane, pa hranilnih zadevščin, ki jih dnevno zaužiješ. Se pravi, da moraš povečati energijski vnos, a ne pa jesti zelo kalorično hrano, da boš poleg tega parazita, ki se mu reče ponovadi rakava bolezen, lahko nahranil še sebe, pa tiste ključne organe, ki jih rabijo za življenje, kot so recimo srce, jetra, ledvica, možganovina, ne nazadnje in tako naprej. Tako da prehrana ni hec in je mnogo preresna stvar, da bi jo zaupali nekaterim ljubiteljem prehrane, a ne pa nekaterim, ki imajo nagnjenja k nekaterim dietam, a ne, kot je recimo veganstvo in tako naprej. A ne, jaz bi spravil, da zdrav človek prenese vse, bolan človek pa le redke stvari mu denejo dobro in dajmo se držati tistih, ki vejo, kako mu pomagati, ne pa nekakšne recepture za zdrave ljudi prenašati na bolane in misliti, da je to edina zveličavna stvar, ki obstaja. Narobe je to, ne. Kaj pričakujete v letu, ki je pred nami, tudi za slovensko zdravstvo, predvsem za hematološke bolnike ali pa bolnike z rakom nasploh? Pri nas nedvomno bomo začeli letos z karte celičnih zdravljenjem, verjamem, da nekje spomladi. Moram reči, da delajo moji kolegi Matjaž Sever, Irena Auersperger, recimo, pa Martina Tomažič, skupaj s kolegi na mikrobiologiji ogromno dela, predvsem kar se papirologije tiče, komunikacije z AZMP, z miltenjem, za klinične raziskave, pišemo protokole zadnje, to je nekje pred koncem. Seveda potem damo v popravilo, pa je treba vedno kaj dopolniti, sestavljamo še zadnje pogodbe. Tako da res, to je dosti bolj mukotrpno delo, kot je bilo recimo se fajtati za te mašine. In oni to dejansko delajo z 24/7 in hitijo. Moram reči, da so to vzivni roki, ki jih dobimo nazaj s strani teh regulatornih organov, da so zelo kratki, da se potrudijo nam čim prej dati odgovor. Tako da imamo sodelovanje na vseh ravneh, za kar se jim lepo zahvaljujem. Tako da bomo to speljali, karte celično zdravljenje bo letos sigurno aktualno. Začeli bomo z programom lastnih levkaferez, citaferez, dobimo mašino Terumo opcija, ki bomo začeli sami izvajati fereze za naše bolnike, tako da bodo te nekako, kar bodo delali v nederih klinike, bodo varnejši, ker bodo imeli zdravnika takoj na hematologa, takoj blizu roke. A to se je do zdaj delalo na zavodu za Na zavodu za transfuzijsko medicino, kjer vseeno, če bo prišlo do kakšnih internističnih zapletov, si upam reči, da je naš bolnik varnejši v internističnih rokah kot v transfuzijskih. Enostavno zato, ker transfuziolog ni delal vsak dan za bolniki, in je mogoče nekoliko manj vešč kakšnih nujnih stanj, ki se lahko zgodijo. Pa tudi ne nazadnje, da smo neodvisni, da delamo na svoj ritem, takrat, ko nam paše, ko imamo mi čas in tako naprej, pa tudi so to v neko domeno resne klinike. Tako da to je sigurno ena taka stvar, ki bomo od letos naredili tudi, oziroma čakamo, mašina je že kupljena, oziroma javni razpis je že izšel, ponudnik je samo eden, tako da mora biti zdaj tudi mašina v kratkem priti, potem prvi treningi so tudi že opravljeni, tako da to bomo zagnali, to bo za nas velika stvar. Imamo adaptacijo klinike nekaterih teh cevi kanalizacijskih vodovodnih, v katerih bivajo nekatere bakterije, ki nam niso všeč, tako da moramo to končati, to je tudi kar velik problem jara kača, ki se vleče predolgo, kot bi se smela. Tako da imamo kar veliko front odprtih in moram reči, da težko shajamo z vsem tem, da je to, kar dela za ne samo enega, pa za 3-5 stojnike, ampak nekako zmoremo zaenkrat za pomočjo vseh teh ostalih kadrov, ki se nekoliko spoznajo na to, tako da moram reči, da smo včasih se počutim bolj kot zdravnik gradbinec ali pa nekje vsaj zakončano srednjo gradbeno šolo. Pa telefonist, profesor Zver, ko poskušava tale najin pogovor posnet, ste ves čas močno želeni, ste bili vmes že pri pacientki, pa pri sestri, pa na dekti vaši. To gre tako življenje. Tako, danes ste dežurni. Danes sem še dežuren, tako da te telefoni skozi zvonijo, primam, taki enkrat en, enkrat drug, enkrat tret, da mi ni dolg čas, tako da to. Vmes moram še en članek pogledati, pa še ne izvide današnje z ambulante, pa potem še maile odgovoriti.
Pa bo ura polnoč. Pa bo hitro, mine, že jutri. Povejte mi, kar te ste rekli s profesorom Severjem, se zdaj v zaključni fazi trudite, da bi čim prej zaživela ta lastna proizvodna CAR-T celic za vaše bolnike. Vem, da prostori so že, ti laboratoriji zaprtega tipa, kako se inkoli že reče, že stojijo. Zdaj, če prav razumem, je ta regulacija še ti zadnji finalni korak? Zadnje korake delamo s papirologijo, za pridobitev vseh dovoljenj. Zgledamo kot trpno, ampak ne nazadnje je prav, da je temu tako, ker gre za občutljiv genetsko manipuliran material, ki bi načeloma lahko prišel tudi v kontakt z zdravimi ljudmi, kar ne bi bilo fino. Naj omenim tukaj ogromno delo, ki so ga naredili na Inštitutu za mikrobiologijo oziroma medicinska fakulteta, ker so to zgodili v rekordnem času, kar mi tukaj v kliničnem centru ne bi bili nikoli sposobni narediti tako žurno, kot so oni. Pa ne nazadnje tudi Kemijski inštitut, pa profesor Jerala, pa njihov direktor Anderluha, ki so uspeli sfajtati za ta Evropski center za napredno zdravljenje, 15 milijonov evropskega denarja, 15 bo še dala Slovenija, kar bo nekoč temelj za nova celična zdravljenja. In računamo, da bomo s pomočjo tudi te investicije nekoč v letu dveh sami znali narediti celoten vektor. Začeten bo to verjetno vektor za diseminiranje plazmocitom BCMA, ki pa nam bo odprl številne možnosti tudi menjave vektorjev med seboj in tako naprej. Tako da računam, da bomo čez nekaj let postali močan Evropski center za CAR-T celično zdravljenje, ne samo za naše bolnike, ampak tudi za bolnike iz sosednjih držav. Sprašujejo nas recimo iz Bolgarije, iz Hrvaške, Srbije, Črne Gore, kdaj bomo začeli delati, če da lahko pošljajo kakšnega bolnika. Meni se zdi to lepo, da ne nudimo pomoč samo Slovencem, ampak da pomagamo tudi tistim, ki so druge narodnosti, vse narodnosti, tako ni pomembna, važna človek. Tako kot zdaj slovenskim bolnikom pomagajo pravzaprav v razvitejših ta hip še državah, recimo da v Nemčiji, tja še napotujete naše bolnike, a ne na CAR-T? Ne vem, če so razvitejše, ampak so predvsem države, ki imajo lažji dostop do teh načinov zdravljenja, ker imajo večje število ljudi, raziskovalcev, ki se ukvarjajo s tem. Recimo konkretno v centru, kjer je zdaj naš bolnik, zalaga ta center za slam 7 vektorjem, to je en antigen na površini plazmat klonskih, ki jih najdemo pri bolnikih diseminiranim plazmocitomom. Naš dober prijatelj Halvard Denik, ki je gostujoči profesor tudi v Ljubljani, na medicinski fakulteti in velik specialist za CAR-T celično zdravljenje, recimo ta center zalaga on za tem slam 7 vektorjem, ki ga izdeluje v Frankfurtu, tako da majhen je svet, hočem reči. V znanosti. V znanosti, tako da se večemo marsikdaj se vsi med sabo nekje poznamo. Tako da težko rečem, da so oni razvitejši kot mi, so pa spretnejši, pa predvsem prej pridejo, prej vejo, kje so prave odločitve in prej vejo, kaj je narediti, da bo v prihodnosti medicina vrhunska, vredno to nam potegne 100 let. Pomembno je, da bojo zadeve tudi pri nas, da bomo imeli svoj center, ker v enem izmed vaših intervjujev sem prebrala, da ste želeli enega bolnika tudi v tujino napotiti, pa je bil jezik ovira. Nam je vedno v interesu, tudi ko smo poslali prvega bolnika, za to zdravljenje, ki ta hip še ni pri nas dostopno. Ko smo se pogovarjali z zavarovalnice, je bila moja prva beseda, sem rekel, ampak vedeti morate, če omogočimo enemu, moramo omogočiti tudi drugim. In so se moramo reči izjemno korektni, so razumeli. In prihaja pa seveda do omejitev, če si tujci, si vedno tujce, recimo ne znaš jezika in konkretno pri tem načinu zdravljenja lahko prihaja tudi do nevrološke toksičnosti, ki lahko postane zmeden, nepogovorljiv, ne znaš povedati kaj in svojci ne smejo biti tam v zaprtih prostorih 24/24 in moraš znati neki jezik za sporozumeti se, nemško ali pa angleško. Če znaš samo slovensko, potem si ineligible, se pravi, se ne uvrstiš v to zdravljenje, tak je pač protokol in to zahteva in če tega ni, potem ni kle trte mrte. Tudi nekatere druge pogoje, ki jih imajo, recimo glede kakšnih zdravil, načinov zdravljenja, vsak center si lahko naredi svoj vozni red, svoje pogoje, svoje zahteve, ti jih moraš pa vse izpolniti. Če imaš pa sam škarje in platno v rokah, pa lahko malo tako kdaj zaviješ, kaj spregledaš, kaj zamižiš. Recimo, da si ne znam predstavljati, da bi koga zavrnili, ker ne zna jezika. Mi bi ga vzeli, pa bi rekli, vse bomo že nekako.
Recimo jaz v šali povem, jaz recimo znam več albansko, kot kakšni Albanci, ki pridejo k nam, ki ne znajo nobenega drugega jezika. Iz Jana znam enih 10 besed, pa se recimo na ta način lotevam komunikacije z njimi. Pa se pa oni že 10, 12 ali pa par tednov tukaj pri nas, se pa že oni naučijo kaj slovensko, pa nekako steče, ampak hočem reči, jaz ne verjamem, da se bomo mi kdajkoli odločili, da nekdo, ki ne bo znal jezika, da bo zaradi tega bil odklonjen, ampak razumem pa, da nekdo pač tudi to je važen moment in da mogoče ta drug dosti pametnejši, kot sem jaz, kar predvidi situacije, ker se bi lahko stvari začele iti narobe. Zaplest. Tako se ravno spomnim, ker je profesor Seva razlagal, da ta nevrotoksičnost, zdaj ne vem, če bom natančno povedala, skratka po te presaditvi teh limfocitov obdelanih, da so testi, da zdravstvena nega dela z bolnikom neke teste, ker bi se ta nevrotoksičnost kazala kot pijanost in da mora človek govoriti, pisati, da to so protokoli. Določene protokole, ki moraš, seveda problem je, če imaš nevrotoksičnost, pomeni, da se ti malo odpelje, in hočem reči, težko poveš, težko veš, kaj je prav, kaj ni, Tako se moraš zmeniti, kaj ni, komunikacija res otežkočena. Toliko novih stvari je, toliko veliko se dogaja v hematologiji, ali se nam tako zdi. Decembra je bila zelo pomembna novica iz Velike Britanije, da so s nekim pionirskim pristopom pri razvoju novega zdravila tamkajšnji zdravniki uspešno ozdravili hudo obliko levkemije pri 13-letni Ališi z akutno limfoblastno levkemijo celic T, ki da je postala prva bolnica, ki so jo ozdravili z novo tehnologijo za urejanje celic T. Takšen je bil pač prevod BBC-jeve novice. Je to kar T zdarovano celico v resnici? To je še nekoliko naprednejše zdravljenje, kot je kar celične zdravljenje, gre za manipulacijo na ravni nukleinskih kislin. Zdaj točno kako to naredijo, ne vem, niti nisem si kaj razbral, ker še teh stvari, ki bi jih mogel vedeti, o njih mnogo premalo vem, tako da nadoknadam znanje tam, ker ga nujno rabim. Je pa to seveda, recimo, če gledamo, bo to sigurno še nekaj kar dražje, kot je karticelično zdravljenje. Recimo zdaj plačujemo za bolnika, če gre v Nemčijo, več kot $500 000 na zdravljenje. Ne vem, to bo potem stalo recimo 1 milijon, 2. Recimo gensko zdravljenje hemofilije, ki ga delajo v Frankfurtu, je €2,5 milijona na osebo. Potem, ko je enkrat polnoletna, €2,5 milijona, pa se sprašujem, kje je temu konc. In mi sigurno ne bomo mogli zdraviti s takimi cenami veliko ljudi, ker enostavno bomo bankrotirali, ker ne gre samo za hematologijo, gre tudi za solidne tumore, ki bomo imeli podobne zdravljenja. Da bomo potem žrebali na mesto loto dobitka, kdo bo dobil zdravljenje za €2,5 milijona, če bo imel neko resno bolezen, za katero obstaja neko celično zdravljenje. Boš na mesto lota pa tombole dobil zdravljenje, ne vem. Skratka, edini naš način je, da začnemo sami to delati, da aktiviramo vse moči pa znanje, ki jih imamo sami in da si to zdravljenje na nek način omogočimo na cenovni ravni pripela tudi za naše bolnike. In to jaz vem, in ta mehura, ki se napihuje cenovni, se vedno napihuje in nekoč bo počel, ko bo počel za vse. Se je na nekih drugih ravneh v resnici že počil. Profesor Zver, imate osebnega zdravnika še? Nimam osebnega zdravnika, tudi jaz ne. Si ga predobil par let nazaj, da prej ga nisem nikoli imel, sem bil zelo vesel. Zdaj sem pa zvedel, da ga nimam več, tako da moram tudi to iti v akcijo. Kje ste ga pa imeli? Ja, kle, v zdravstvenem domu Moste, to, kar so zaprli? Ja, tam sem bil, ne vem, ne poznam razmer, Zdravnica, ki sem imel, je bila zelo vesna, ampak verjetno ti, če dajo vsi odpoved, pa grejo, pa potem ostane sam z bremenom, ki je recimo 5-krat večje, kot bi smelo biti. Pa ko začneš enkrat delati nekvalitetno, kar ne moreš, zaradi navala, ki ga imaš, ko začneš delati napake, potem je verjetno čas boljše, da tudi ti zapreš trgovino, pa greš, pa da nihče ni obravnavan, kot da obravnavaš vsakega drugega narobe. Tako da težko sodim v teh razmerah, kaj se je dogajalo, zakaj pa šlo do teh verižnih odpovedi. Ampak vem pa recimo, da večina teh kolegov, ki jih sam poznam, da so v redu, korektni,
da niso delomrzneži, da jim je za bolnika in so mogli biti očitno v neki stiski. Ne. Tako da ta stiska je pa verižna reakcija, ki se potem enkrat poraja, ker ko greš ta en, dva in potem vsak prevzame njegovo delo, pa greš naslednji, pa še malo vzameš, to ne gre v nedogled, to ne gre v nedogled in verjetno postane res strah pred odgovornostjo, ki jo nosiš, tolikšna, da ti ne pade drugega, kot da greš. Ne vem, po moje je to en izmed važnih segmentov. Razumem pa tega ne, tako kot tudi ne razumem nekih ministrovih zdajšnjih komentarjev, da smo krivi za gužve na urgenci mi, ker skrijemo postelje. Jaz res ne vem, kdo lahko kakšni taki govori, Dajmo pogledati naše bolnice, kako smo mi zasedeni za bolniki, delamo na polno, tam, kjer se le da, lahko pomagamo. Pa poglejmo recimo Onkološki inštitut. Recimo, jaz ne razumem, zakaj Onkološki inštitut nima onkološke urgence, onkološke prve pomoči za bolnike, ki se zdravijo tam. Vsi njihovi bolniki pridejo sem v Ljubljano. Enako bolniki za vročino, za infekcijskimi boleznimi. IPP vzame vse, vsakega, ki ima kakršnokoli težavo, ga IPP vzame. Mi smo, kot nekdo je nekoč rekel, kloaka, pa ne misli se to slabšalnega, ampak požremo vse, kar pride. In obravnavamo. Meni se zdi to tudi prav, nazadnje. Ampak bilo pa prav, da se obremeni enako tudi druge strukture, ki bi tukaj lahko nudile prvo pomoč. Predvsem Onkološki inštitut, pa še koga bi za zraven našli. Tako pa Ljubljana nima mestne bolnišnice, še ta vidik regionalne. Ljubljana nima mestne bolnišnice, seveda. In pri nas se naš bolnik Ljubljančan, za navadno posteljo, se pravi za posteljo, ki ni terciarna, ima manj postelj na voljo kot recimo bolnik v Celju, ki terciara nima in so vse postelje za primarno pa za sekundarno raven. Tukaj pri nas pa ni, ampak ima še enkrat postelj za terciarno, za ljudi iz cele Slovenije. Tako da enostavno ljubljanski bolnik začne na manjšem številu postelj a priori iskati postelje kot recimo nekdo v Celju ali pa v Prekmurju ali pa na Jesenicah. A je ta hip zdravstvena služba bolj dostopna, bolj organizirana za ljudi z Brežic, denimo? Glejte, to jaz ne bi sodil, sploh primerjati Brežice pa Ljubljano, to je nemogoče. Vsi vemo, kaj je Ljubljana, vsi vemo, da tukaj poskrbimo za terciar. Mi še vedno jemljamo vsakega, ki mu niso kos druge ali pa ki ima neko bolezen, ki je redka, ki jo znamo v Ljubljani boljše skrbeti kot kje druge, take bolnike mi še vedno sprejemamo in jih vedno bomo. Poleg vsega drugega dela. Tako da primerjati eno vrhunsko terciarno bolnišnico, ki rešuje vse in vsakogar, vrno pa nočem biti nesramen, za neko bolnišnico, ki dela samo tisto osnovno medicino, ni pošteno, ker osnovno medicino zna delati vsak, mi moramo delati pa zraven še te rutine pa navadnih bolnikov, ki seveda so tudi bolani in ki zahtevajo polno skrbo, moramo delati še vse tisto za zraven, imeti poslo za nekoga, ki vemo, da bo prišel jutri, pojutrišnjem neko hudo težavo, ne moramo reči ne bo sprejeti, ker mi imamo več prostora. Povejte, profesor Zver, pravite, tudi vi ste eden izmed 14.000 srečnikov v Ljubljani, ki ste ostali brez osebnega zdravnika. Kaj, če bi jutri denimo rabili bolniški stalež, dobro, zdravila si lahko predpišete sami. Kaj svetujete tistim ljudem, ki se gužvajo, gnetajo od Dunajske do zdravstvenega doma Bežigrad in se grebejo v resnici, čisto legitimno seveda, za dve zdravnici, ki sprejemata bolnike? To je res problem. Recimo sam sem bil prejšnji teden gripo, pa nisem mogel v službo, vse mi ni bilo kaj hudega, da ne bi nalezil drugih predvsem. In sem vzel potem delo od doma, na mesto bolniške, to bi bil izhod v sili. Pa jaz sem bil nekako že znajdel, zdaj kaj svetuje drugim, pa ne vem, pošteno povedano, ker me je to res presunilo, jaz nazadnje. Jaz se spomnim enkrat, ko sem bil z mojimi starši v Rusiji, v Moskvi, za 29. novembra, star sem bil 10 let, pa sem tam videl ljudi, ki so čakali v trgovini za sladkor, da dobil vsak kilo sladkorja. Pa ena gospa je prišla k nam, ko smo tam bili v vrsti, pa smo kupili nekaj drugega, pa debelo gledali, kaj se to dogaja, če lahko še ne vzamemo, da bi lahko dobila 2 kili sladkorja, da smo kupili še 1 kilo sladkorja za njo. Mene to spominja na te ruske čase in to se res ne bi smelo zgoditi. In to se res ne bi smelo dogajati. Ne poznam pa okoliščin, kako točno se je to zgodilo, da bi lahko sodil tem, kdo je naredil prav, kdo narobe.
Domnevam pa, da pričakujete recimo tudi v prihodnem času, zdaj ne vem v kolikem času, nek vpliv spet na neke zamujene diagnoze in tako naprej, kot je bilo v covidu, če človek ne pride do primarnega zdravnika, potem ne more upraviti laboratorija, ne more priti k vam. Ljudje imajo stisko, ampak mi lahko naredimo to tako, da imamo vedno odprta vrata na široko. Stik z nami je vedno mogoče in vedno bo za naše bolnike vse. Tako da mi vsakmu poslušamo, mu prisluhnemo, vsak ima težavo. Tudi če se na kakšno elektronsko pošto kdaj oglasi in tako naprej pokliče, čisto ga ne poznamo, mu damo nek nasvet, nobenega ne odpikamo in naredimo tisto, kar pač lahko. Zdaj sveta pa rešiti ne moramo. Je pa res, da to vpliva, ljudje so že, če ne vejo niti, kje imajo zdravnika, kako do njega, ali pa id v neko ambulanto, kjer pogledajo vsakega, ki pride mimo, pa ni neke kontinuitete, ker prednost v tem, da imaš izbranega zdravnika, je to, da te tak zdravnik pozna, posebej, če si nek kronični bolnik, ve, kaj je s tabo narobe, včasih doše že samo nek pogled, ali pa 5-sekundni pregled, dobesedno, da veš, kako je, ali pa se poznata, mu reče samo, kako je, kaj novega, pa on reče ne, pa je to anamneza in status, da si ga prej že tolikokrat pogledal in ga poznaš, da veš, je dober ali slab. To seveda ti odpade na teh individualnih obiskih in tukaj se hitro lahko začnejo delati napake. To sigurno ni dobro, tudi mislim, da ni prav, da se je storilo. Rešitve vam ne vem povedati, ker ne znam, sem vseeno bolj bolnišnični zdravnik, se ukvarjam s tistim, kar mene vsak dan moti, pa kar videvam. Tako da težko sodim v nečemu, kar ne poznam, ampak vem pa, da to prav sigurno ni. Mislim, da ne gre samo za odgovornost mesta Ljubljane, ampak da Ministrstvo za zdravje je, kot če že Ministrstvo za zdravje, da je neka institucija, ki je nad vse, ki je postavljena nad mesto Ljubljana. Mislim, da bi moglo tudi ministrstvo se aktivno vključiti v reševanje tega problema, kako te pripeljati čimprej v neke znosne okvire, ker to dejansko ljudje nimajo zdravnika, ni v redu. Da pa je ta krilatica, da je narobe vse, da je samo Ljubljana, da ne štima, to enostavno ne drži, ker Ljubljana je vseeno za Slovenijo tako specifičen kraj, za medicino, ki jo nudi, za zdravstveno uslugo, ki jo nudi za odnosom do zdravstva, da ne moreš primerjati s katerikoli drugim krajem v Sloveniji, pa nočem biti željiv do njih, ampak zdravstveni dom, recimo v Ajdovščini, kjer dela moj dober prijatelj Egon, Stopar, vzorno, da je lažje spraviti pod kontrolo, kot je spraviti zdravstveni dom v Ljubljana. Brez dvoma. Povejte še eno sporočilo za najine poslušalce, da bova tako lepo zaključila, da ne bova s problemom, ki mu ta hip v bistvu nihče v državi ne vidi rešitve. Danes bolniki, tako si pravijo, stavkajo oziroma protestirajo. Dajva obrniti to ploščo in zaključiva pozitivno, saj je tudi ta naravnanost primerna, tudi zdravilna na nek način. Ja, jaz pravim, da povsod jaz verjamem, da na vsakem segmentu so ljudje, je več dobrih ljudi kot slabih, dosti več dobrih kot slabih in to je treba vedeti. In verjeti je treba v tiste, ki so na mestu, ki delajo tisto, kar je prav. In takile udarci te lahko naredijo, da poklekneš, da prideš na kolena, ampak iz kolen se dosti krat oziroma praviloma dosti lažje ustanemo, kot pa če ležimo na tleh. Ker ko enkrat klečiš, imaš dve varianti, ali se uležeš na tla, pa ležiš na tleh, pa se prehladiš, pa dobiš pljučnico, ali pa se pobereš, pa greš na noge, pa greš naprej. Mislim, da je ta druga pot, kjer se pobereš in greš naprej s čvrstim in odločnim korakom, vedoč, kaj boš naredil, da je tisto, kar moramo tudi mi ostali delati državljani. In iskati rešitve in prevzeti aktivnejšo vlogo. Profesor Zver, najlepša hvala za vaš čas. Zdajle bomo kmalu zaključili, da boste lahko vi se posvetili svojim bolnikom. Da bom telefonom lahko. Pa telefone urezil. Hvala za povabilo in lepo se majte vsi skupaj. V našo družbo vabljeni spet čez 14 dni. Naslišanje.